če bi si napisal pesem za zgodbe mojega življenja, bi verjetno to izgledal album popolnoma različnih zvrsti ali pa kot ena evolucija Guštija in njegova transformacija skozi glasbeni svet. In se mi zdi, da v mojem življenju, njegovi življenjski zgodbi najbolj klepetati prav z njim. Živjo, Miha. Ja, ful lepa hvala za ta lep uvod. Nisem si mislil, da sem na nekoga tak lep vtis naredil skozi svoja dela, ne, ampak ja, lepo je to slišati. Ampak a se ti zdi, da je mogoče danes, ne vem, govoriva o več kot 40 letih kariere, da je mogoče zanimiv to vedno znova se na nov izumiti? To je v bistvu najtežje, ne. Mislim, to jaz se izumljam v glasbi non-stop na novo. Ne samo zato, ker bi jaz, mislim, valjda tudi to hočeš, ampak tudi nekako se mi zdi, da scena pa vsi okoli mene pričakujejo, da če si glasbenik, pa če si avtor, ali da ne boš delal nekaj, kar si že naredil, boš naredil nekaj, kar še nisi naredil, ne. To pač nekako poganja, to neko dokazovanje. Saj včasih je to dokazovanje je naporno, ne, zelo naporno, ker prej ali slej, ko primem kitaro, pa začnem te akorde, pa padem v ta svoj štih, ki sem že milijonkrat naredil, pa rečem, pa me takoj producent ustavil, ne, ta referenc smo že slišali, ne, dajmo, daj malo več iz sebe, ali pa razumeš, malo drugačno ritmiko besed. In pol greš domov in pač si valjda malo užaljen, ne, ker je pač normalno, da si užaljen, če ti nekdo tako, ampak je prav, da ti reče, daj probi še kaj, kar nisi, ne, in imam tega producenta Žareta Paka, ki mi dosti hitro to pove, ne. A je to pomembno, da imaš prav s to osebo tak odnos? Ja, jaz mislim, da je pomemben. Jaz mislim, da če si glasbenik, jaz mislim, da vsak mora imeti nekoga, ki ga posluša, ki ga je pripravljen poslušati. Še posebej v kreativnem delu nisi tako pameten. Nihče, po moje, ni tako pameten. Ali pa malo ljudi tako pametnih, da lahko vse sami. Ker producent je neka tretja oseba, ki to gleda pač se strani nekega poslušalca. A to lahko razumem tudi, da ko si ti vstopil, ne vem, ko si imel pesem, pa si razmišljal o enem potencialnem avtorju, ki bi ta pesem skozi njega lažje spregovorila, ne? A se ti zdi, da si tle tudi ti lahko bil ta kritičen, ta oseba to zmore, ali pa to bo za to osebo narejen? Govoriš o izvajalcu? Ja. Ja, seveda. Veš, da se takrat ti postaviš v drugo vlogo. To seveda. Jaz, ko sem pišel za Skočerja, sem pač prav pogledati skozi oči Gregata Skočerja, kako bo on to odpel. To pač nekako moraš, ne? Ker je on govori tvojo zgodbo in če ti pevca zadaneš, bo ta pevc v bistvu dobro to povedal, bo bil prepričljiv. Bo believable, ne? Tako, ja, bo prepričljiv in sem seveda prav pogledal skozi te oči. So bili komadi, ki sem ga bolj zadev, pa so bili komadi, ki sem ga manj zadev. Saj ni zdaj, da so vsi komadi bili čisto hudi, ne. To pač, doživel sem tudi ta, ker smo bili res full famous z Bigfooti in pol dobiš kar tak občutek na enih krilih, da vse, kar jaz napišem, je pa to čisto hudo. Ni. Ni, ne. Jaz sem Ravnikarja zadnjič slišal, pet Črn tulpen, ne, in se mi je zdelo tako, a veš, da je to tak univerzalen komad, da je res s to preobleko, s to zgodbo dobil spet čisto novo dimenzijo, toliko let kasneje. Kako ti doživljaš to? Ja, absolutno, kdorkoli drug ga zapoje, ga drugače zapoje, ne. Še posebej, če ima tako preobleko, kot je nek operni pevec, ki ima tudi aranžma, to je bila za neko državno proslavo in Patrik Greblo, ki pač ima to glasbeno estetiko, da ima rad te operne vokale, si je zaželel, da bi Ravnikar zapel Črn tulipan. Jaz seveda nisem bil proti, ker prvič sem bil ponosen, da so se obrnili name za državno proslavo in izvajali moj komad. Sem bil pa skeptičen, ne, to je le rockerski komad, ima le ta Skočerjev naboj, ta, bom rekel, šankističen, pocesten rock'n'roll in pol ga boš dal pa zdaj ti v eno elitno, operno. Tako da nisem vedel, kako, ampak na koncu je izpadlo, tako kot si rekel, čisto drugačne. Čisto drugače, dobil je drugo preobleko. Nekomu je všeč, nekomu ni, ampak dejstvo je, da je kar lepo zazvenel. Če gremo tam na začetek Bigfootov, ne, ta vaša zgodba, mogoče trenutek me zanima, ko ti prepoznaš, da če boste sam coverje pel, če boste predskupina, ne, Perota, ki ste ga vsi v bistvu na nek način oboževali in glorificirali,
identificirali, ne. Kako se zgodi tisti trenutek? A se ga ti danes spomniš, kako Ja, ga ti spomnim kot se ga. notranji preobrat, mogoče transformacija tebe, ne? Spomnim se ga, ker mi smo že bili, pač mi smo začeli igrati tako dosti iz veselja do igranja. Mi, ko smo začeli igrati, nismo razmišljali, da bomo kdaj pisali svoje komade, kdaj bomo. In pol nas je bili smo pa dobri v tem, ful smo dobro igrali coverje, žur smo naredili, in je Peter Lovšin izvedel za nas, on je pa rabil predskupino, ker je igral po Sloveniji in je rabil predskupino. In nam je bilo to več kot dovolj. Biti s Petrom, z našim idolom, to je bilo, pa več ne rabiš, prideš, greš iz Ljubljane in nekam, predvsem smo na Primorskem igrali v neko dvorano, to socialistično za 400-500 ljudi, ne, to, ker ima vsaka vas, in tam smo mi preigravali te dvorane, tam je bilo ful folka, in jaz pa v 2-3 letih mi smo odigrali, pa gremo pa še žurat med ta folka, nam je bil the best Lovšin na Sokole, ne, in jaz kar naenkrat, pač mi se mi utrne, če hočeš, da tebe pokličejo, moraš imeti svoje komade in folk mora poznati te komade, da pač organizator se obrne nate in zakaj pa to rabiš? Svoje komade moraš imeti. In pol sem jaz začel razmišljati, ker sem videl, kako ljudje pojejo te komade od Lovšina, da pač je treba narediti komade, ki jih bojo ljudje peli, ki jih bojo ljudje posvojili, ki bojo ljudje dejansko. In pol sem začel razmišljati v tej smeri. In sem naredil prvi komad, pa sem naredil drugi komad. Moram še to povedati, da ko sem naredil prvi komad, ki ga niti ni na prvi plati Bigfootov, je bil skoraj identičen, kot da bi ga Peter Lovšin naredil, ne. In pol mi to frendi, tako čisto rečejo, ne, saj hud komad sem, kot da bi ga Lovšin naredil. Tako, ne, ni. Ja, sem bil seveda spet užaljen, ne. Ampak so imeli prav. Če danes poslušam ta komad, toliko sem se nalezel tega, ne, Lovšinovstva, da sem se mogel na koncu odlovšiniti. Sem mogel se sistematično odloviti, kot da bi se na novo hoditi naučil. To. In je bilo problem, ker sem pač to poslušal, z njim sem preigraval, a razumeš, ne glede na to, da sem jaz dobil direkten ta rock'n'roll od njega. Ni on to hotel, on je pač, mi smo njega gledali, mi smo njega poslušali, jaz sem to posvojil, v krvi sem imel to, v malem možganu sem imel to njegovo ritmiko besed in valjda, ker sem šel delati, sem pač nehote isto naredil, ne? Mislim, iste stvari uporabljal. In sem rabil kar nekaj časa, da sem najdel nek ta svoj izraz, ki je bil drugačen od Lovšina. Jaz sem mu po eni strani izredno hvaležen, da sem lahko bil zraven njega ves ta čas, ne. On je name neizredno vplival. Jaz mislim, da je on največ vplival na moj glasbeni izraz, ne. In jaz sem tam lezla pri 13 tamburice. Dobro, tamburice so bile Doma si razložil, da je bila plava trava zaborava. Ne, veš kaj, tako ti moram povedati. Moj foter, ki ga žal ni več, je bil blazen fan glasbe, ni nikoli nič igral. Imel je pa ful velik plat. Ne? In on je v svojih letih poslušal country ful velik. In jaz kot mulac sem ga faso. Nehote sem country faso, on je ful in plava trava so bile ena od teh, pa od Domicla, pa to vse, plus tega, da je poslušal Rolling Stones, pa Beatle, mislim tako, skozi je bila glasba doma. In jaz sem mu enkrat rekel pri 11, da bi rad kitaro. In on rekel, mislim tako, včasih se kitare niso tako kupovale, kot zdaj greš v Lidl, pa imaš kitaro tam v akciji, ne. Tam si mogel v melodijo Mengeš, si se mogel odpeljati v Mengeš, prav? Ki je bila, in tam kitaro, plastične strune, in jaz mu nisem znal povedati, in pol 2 let minili, in on pač ni resno vzel to, moj foter. In glede da sem jaz hotel v stik z strunami, sem se pač vpisal v šolski tamburaški orkester, pri 11 letih. In tam je bil nek star partizan, ki je prinesel te inštrumente in je doniral v šoli, in v šoli smo imeli pač tamburaški orkester. In tudi takrat tamburica je bila zelo nefrajerski inštrument, ampak ne, takrat sem že fuzbal igral, pa za puncami gledal, ne, zdaj pa gušti gre pa tamburica igrati. Mislim, to je bilo. Jaz kar malo sem v tla gledal, moram ti priznati, pa bil sem tako frajerček v tej naši generaciji, ne. Ampak sem imel to željo po strunah toliko močno, da sem se vpisal v tamburaški orkester, in potem sem tam 2 leti igral na vseh teh proslavah, te partizanske, Kovači smo, je naša sila, To kar ostane, a ne? Ja, in nam je bilo the best, in sem spoznal pač par takih fantov,
In pa, ko smo bili dobri, so nas pa takoj čez cesto je bil pa orkester mandolina, ki je bil pa že malo bolj resen. Tam so bile pa že sekcije mandolina, akustična kitara, kontrabas. In tam sem jaz lahko igral akustično kitaro. In pol je meni oče po 2 letih le kupil to akustično kitaro in mene so pri orkestru mandolina naučili akorde. Prve akorde, tam je bil en model Milan Kontarček, star hipi, ki je igral mandolino, je poznal kitaro in me je naučil te akorde, pa te komade od Bob Dylana. Pa. Tako sem jaz prišel v stik s tem nekim folk rock'n'rollom, fotelj doma ful poslušal te glasbe in sem bil, v tej glasbi sem gor rastel. In pol, ko smo imeli 17 let, sem dobil prvi klic od Jožeta, od Bobnarja skupine Bigfoot Mama, ker je bil prijatelj, ker je bil sošolc z mojim ful hudim prijateljem in je rekel, on rab enega kitarista. In sem tako prišel na Ti pa valjda znaš akorde. Jaz pa znam akorde, ja. Pa znam par komadov od Rolling Stonesa. Ampak, kako se ti spomniš, če bi ti rekel, kako diši ta čas? A bi mi znal eno asociacijo povezati, kako je ta čas? Naivno romantično. To je bilo... To ni bilo, ne? Zdaj bomo... Pa... Ne, mi daleč od tega, da zdaj pa mi gremo to pot, da bomo slavni. Daleč od tega. Ne, mi smo se dobili zato, ker a ti znaš tako maturo, ja, in a veš, ne. In posno, in to je bilo tako, in posno bili, en komad smo naštudirali, pa drug, ampak to je bilo tako naivno, tudi za nič je bilo. Razumeš, to, ker si nas poslušal, ampak pač človek ima 17-18 let, pa ki ima električno, pa sem že imel električno kitaro, ne. In pol, ko to malo zaruži kitara, pa ko to malo dobi, to malo, ne, in tako pa bobom poč, pa to, to pa zdaj, to je pa res, ne razumeš, ne. In to nam je bilo čisto dovolj, mi nismo razmišljali naprej. Pol smo se pa počasno nakapljali in pol, vem, da smo, pol se dolg časa s tem Jožetom niso videli. In me še enkrat pokliče čez 2 let, sem bil star že 18. Gušti, mi imamo konc srednje šole, bi naredili žur na šentviški gimnaziji, se ti znaš še zmer teh 5 komadov, sem znal še zmer. En drug kitarist je znal 5 komadov. Pa sta bila skupaj za 10. V YouTube pa je bilo skupaj za 10, pa še en je, pa basist je pel pa še, ko je bilo 15 komadov. In smo mi to naredili 14. september 1990, smo naredili ta koncert, ki pač nikoli nisem vedel, da bo to je bil enkraten dogodek. Noben je vedel od nas, da bomo mi še nadaljevali. Ker jaz sem tako naslednji dan mogel biti v Banja Luki v vojski. Mene pol en let ni bilo v Ljubljani. Štekaš. Jaz sem šel v vojsko in jaz sem pač, pazi, jaz sem tank vozil, jaz sem bil tankist. Tako da, mene en let ni bilo in jaz, ko sem se vrnil nazaj, nisem vedel, da bom spet v tem bendu. In se enkrat sprehajam v BS-u se sprehajam in slišim z enega vrtca spet nekdo ropota, neka muzika prihaja in pa grem pogledat in isti ljudje. Joža za bobni, zdaj pol je bil žalen na Samo oni so imeli vmes prednost, ne? Oni so en let lahko še kakšen nov komad. Ja, naštudirali, ja, mislim, svojih itak niso delali. V glavnem, bili so drugi člani benda, razumeš, pevci je bil isti, Andrej Kos, Alen je bil takrat nov, takrat sem ga prvič videl. In tako Jože reče, lega Gušti, te prid, bomo še kaj zagrali. In pol se, v bistvu, pol sem spet prišel not, to in pol sem imel mi vaje, in pol nas je Lušin poklical, in pol je, mislim, tako, dosti nehote se je meni ta glasbena pot nekako zgodila z ljudmi, pač... A veš, a misliš, da je to tudi mogoče zato, ker v zadnji ni bilo neke agende, ne? Agende sploh ni bilo, agenda je bila kasneje. Želja potem, da, ne? To je bila samo želja po biti v glasbi. Ampak danes, ko gledaš nazaj, to je malo drugačen vibe rock'n'rolla, ne? Z Bigfoot imamo takrat slovenska scena, vemo, ne vem, jaz se spomnim, polovica Slovenije je že poslušala ta, ne vem, Sandy, pa Nemirno kri, ki je vse šlo v to. Ja, pa se, dobro, da si to omenil, ne, ker nam je šlo brazo na živce ta glasba. Mislim pač na rock'n'rollu, nisem pa kako to ljudem všeč, pa tam naš slovenski dance, se temu rekel, dance, ne, ki se mi je zdel, da sam ponavljajo za tem hrvaškim danceom, ki pa je bil malo boljši, no, moram priznati. E.T. je bil res hud, ne. In pol so bili te naši, da ne bom imenoval zdajle, ki je bilo toliko slabšne. Ampak, lej, Vano imava tudi toliko let kasneje, ne, zdaj, ko sva jo glih omenila, Vano je tudi čist
drugo glasbeno smer v enem trenutku prepoznala. Je takrat bilo to tako mainstreamovsko, pa ste vi malo ven tolkli, ampak potem smo mi vas kupili, ne, kot Ne, mi smo bili, jaz bom tako rekel, mi smo bili rock'n'roll, ki je bil že rock'n'roll že zdavnaj izumljen, nismo nič novega izumili. Vse, kar smo imeli, to neko mladostno energijo, pa imeli smo dobre komade, seveda, pa imeli smo frontmana, ki je te komade res, ne. In to je v bistvu pol prepričan, mi smo bili v bistvu v Sloveniji prvi bend, za katere je mladina začela, bom rekel, noreti. Saj so noreli za časa Jugoslavije še za marsikateri in za Sokoli in za Don Mentoni, pa še Martin Krpan, zdaj so bili bendi, nismo, ampak v samostojni Sloveniji mlad bend, za kateri je tako se začel neka euforija dogajati. Smo bili pa spet, bom rekel, edini v samostojni Sloveniji, ne. Ampak mi nismo tega vedeli, mi smo pač normalno igrali, nismo vedeli, da se bo ta boom zgodil, ne. Ja, jaz vem, da sem bil loser, in sem bil takrat na Šubički in sem bil loser, ker sem po moje edini v razredu ostal brez kart. A veš, takrat te nisem mogel tako poklicati, pa nisi mogel, a se da kaj, ampak takrat je bil to skoraj malo identity, a ne, jaz nisem to tako gledal, jaz sem mislil, da pač, da je, šele zdaj vidim pri Jokerjih, ne, da so in komadi in dobro, mlad moraš biti in moraš biti v generaciji, da te mladina zagrabne. In jaz sem mislil, da smo mi, da so res ti naši komadi tako hudi, da nima veze, da smo mi mladi pa lepi, ne, pa da nima veze, da smo slučajno pol upadali v neko nišo praznine, tega neke glasbe, ki je pač hotela biti glasba, pa je bilo samo slabo, nam je bilo to res slabo, kar ta slovenski dance nam je bil, mi smo ga res sovražili, ne. Mi smo res hoteli biti drugačni. Mislim, da imamo zdaj ta nek trigger na TikTok, da bomo razložili, kdo je gost, a veš, pa se mi zdi, da s tem stavkom bo to čisto pasalo noter, ne. Veš kaj me zanima, ne vem, ta faza, ko si na začetku rekel, ne, ko omenjaš tega producenta, bo to, kdaj pravzaprav pol pokapirate, da je to v resnici nekaj, ki more biti sistematično, ki ne moramo samo pijani priti domov, pa jutri ponoviti, pa da je treba v resnici delati. Kdaj se ti zdi, da pokapiraš to? Pa jaz sem dolg časa rabil, da to pokapiram. Sem srečno imel v bendu, so imeli bobnarja Jožeta, ki je pa to ful dobro vedel. Mi smo dejansko bili v bendu Bigfootih, vsak je namravljal, vsak je imel neko svojo nalogo. Jaz pa Alen sva komade pisala, Skočer je bil hud frontman, ne. Jože je pa krmilo držal, ne. On je pa vedel, da moramo pa to narediti, zdaj moramo iti pa tja. Tako da on se je tega zavedel, jaz sem to šele tako, dosti kasneje sem se tega zavedel, ful kasneje, ne. Jaz sem mislil, da je dovolj glasba, pa ni, ne. Je to sistematičnost, ta sistematičnost je ful pomembna, ampak jaz pač kot avtor gledam skozi glasbo, jaz mislim, da če bom naredil hud komad, da bo vsi kupili, pa ni res. Če ta komad ni v pravem času, pač bo šel mimo. Ampak, a je to pol zdaj že vzadje ena pragmatičnost, ne vem, bom to naredil zato, da se bo zgodilo to? Sej gre, pol sem začel delati komade malo, bom rekel, pragmatično, ampak če ljudje ne začutijo tega komada, bo šel komad spet ne. Ampak dajva se spomniti, ne, takrat so bile zaupne besede v Anteni, Ja, in mogoče še revija Stop, ja, in tam si mogoče imel intervju, ki je izšel, mislim, kot Bigfooti, ne. Danes je pa ti si omenil Jokerja, ne, danes je pa ta agresija tega, kako imam jaz v telefonu danes 16 novih komadov, ki so bili producirani oziroma relisani ta teden. Kako, a veš, takrat v tisti dinamiki imeti svoj mest? pa moram reči, da takrat je bilo lažje za moje pojme. Takrat je bilo lažje. Mislim, nam se je zdelo, da itak, ker smo preveč nažgan bend, da nas itak bend ne bo rolo. In nas ni rolo, ker se je pač ta slovenski dance rolo, ne? Ker ti se je bilo za uho prijetneje za na radio. Ni bil Nimfomanka, pa Črn tulipan, to je pač kitara, ki zareže se v glasbeni uredniki, ampak takrat so še, ampak so bili komadi tako močni, da so jih. Jaz bom tako rekel, kako smo se mi šerali. Mi smo, ker smo bili predskupina od Sokolov, mi smo igrali petek, sobota. In že takrat to bila vaša. Mi smo se pred folkom šerali. Mi smo toliko igrali in ker smo že imeli prvo plato, smo še zmer bili
predskupina od Sokolov. Mi smo Infomanko, pa nisem več s tabo, smo igrali pred folkom tokrat, da smo se mi v živo šerali naprej. Nismo imeli, a razumeš, ni bilo, takrat itak ni bilo. Pa so pa začeli še vrteti, skupaj, pa so pa začeli še vrteti te hite. In ja, pa je pa kar enkrat bum, brate, pa se pa spomnim besed. Zdaj smo imeli že na 3 akorde toliko teh komadov, da pa zdaj moramo pa rabimo en komad, ki bo pošel pa čez to, da nismo samo mladostniški pavijani, ki bojo neki, kar smo, ne. In pol jaz razmišljam, kva pa te zdaj narediti, ne. In glih takrat se je rolil komad Kri pod Radioheadom. Če poznaš, ko zamorjen, ampak lep, ne. Ampak z malo globine. Z globine, ja. In sem jaz razmišljal, kako bi jaz to zdaj, kot avtor, kako bi jaz presegel, da ne bomo samo 1, 2, 3 band, ne. Ja. In pol sem začel ležiti in sem prišel do rifa Led Severa. In sem spesnil Led Severa, ki je bil zamorjen komad, ampak lep. In sem se spomnim se prav, da sem na vajo prinesel ta komad in smo rabili, tako začel gledati fantje, kako pa to zdaj gušti neki teži, pa to, razumeš, rabili smo en mesec, da je komad zazvenel, da sem končno videl nasmeh na licih, da so ga oni in pol. A je to težji, prosto, ko ti skačem besedo, ampak ko si solist, mora zadovoljiti tebe, ne? Ja. Ko si solo na stage, tlej pa treba grupo narajcati, da v bistvu ga poistovetijo. Ali pa Seveda, mislim, težji, ali pa po drugi strani pa lažje imeti band, ne. Je lažje imeti band, po drugi strani je pa imaš takoj že sito. Ti band pove nekaj, razumeš. V glavnem pri tem komadu pa sem pol rekel, da sem bil kar fašist, ne. Sem hotel, da to tako je. Ko smo delali, pa ko smo aranžirali, sem imel tako močno vizijo, ne, kako to more biti, da sem pač očitno bil strog, pa sem rekel, ne, drugače, ne še v refrenu, še enkrat gremo v kitico, pa še enkrat bo nek bridge, pa še enkrat in rabili smo nekaj časa, da so poštekali, kaj hočemo. No, da verješ danes, toliko let kasneje, koliko časa je od Ledu Severa? To je bilo 98. No, ampak, ne, če bi rekla nekje drugje, neka druga širina, ne vem, rečeva balkanski prostor ali pa worldwide, nekdo res pusti eno sled sam z eno pesmijo, nikoli več nič ne slišimo o njemu, ne, naredi sam en tak kulten komad. Tukaj v Sloveniji, ne, to ni zdaj nazaj se naslonim in rečem, moja penzija je preskrbljena. Ne, to pa ni, ne. To pa ni, sej, koliko sem rekel, noben od nas ni takrat v začetku Bigfootov videl, da bomo mi živeli od glasbe. Jaz sem bil 5 let geometer, jaz sem geodet drugače. Vsak je Alan je bil novinar, Jože je bil učitelj, Grega ni bil naš, rečemo, Grega je bil samo pevc. Pa je delal včasih, vem, da je delal enemu kafiču, pa je že hlače je prodajal v butiku. Pa to je pač. No, vidiš. Ja, to, ne. V glavnem, pa smo imeli toliko špilo, pa cena je zrasla, tako da smo videli, da lahko v bistvu živimo od tega, ne. Ampak to je prišlo pa šele po 10 letih, ko smo bili v glasbi, to ni, prav nismo šli, zdaj je pa to drugače, Jokerji so pa so že vedeli, kaj morajo narediti, da bojo prišli do tja. Ok, ampak ta mašinerija okoli njih, a bi rekel, da je najprej... Bom rekel, da je bila mašinerija, ker niso imeli založbe, oni še danes nimajo založbe. So pa sami vedeli, kaj je treba. So toliko dosledni in toliko so pridni, inteligentni, pa seveda še glasbeno blazno nadarjeni fantje, ne. Oni so prva glasba. In ko je bila glasba dobra, so še vedeli, kaj je treba narediti, da bodo tja, ne. Oni so rekli, da grejo na Evrovizijo, pa sem bil jaz skeptičen. Ker sem gledal skozi svoje rockerske iz leta 1900. Jaz sem bil skeptičen. Če ne bi šli na Evrovizijo, ne bi po Evropi igrali, razumeš? Čist drugi časi se so. Danes pa v Reykjaviku v slovenščini pa komade, ne? Tako je. In podirajo tudi nekaj, kar se nam je zdelo, mogoče iz te naše slovenceljske majhnosti, kot nekaj nemogočega. Ne? Zdaj je mladini, pač Slovenija ni dovolj, oni imajo svet v roki, ne? Oni imajo te mobitele, oni komunicirajo s Japonsko, z Las Vegasom, vidijo, kaj se tam dogaja. Mi smo pa imeli to pač si na MTV-ju videl vsake toliko časa, kaj se tam dogaja. Ne? No, ampak, ko si omenil, ne, oni zdaj to vidijo, pa tako funkcionirajo, jaz ne morem mimo Črnega Tulipana, ne.
pa Noben ne ljubezenskega more. pisma, Ja, v katerem sporočiš, da rabiš glavno akterko za videospot. ja, Potem celo dvigneš telefon in razložiš in ona se usede in pride in ostane. ja. Jaz mislim, da ko sem Šantal spoznal, da sem se zaljubil v to njeno, a veš, to njeno v bistvu na neki način direktnost. Tako se mi je zdelo, da smo mi Slovenci, sploh v tem poslu, kjer sem jaz z njo delal, se mi je zdelo, da so vsi tako konzervativni, ona je bila pa tako zelo direktna in the face. To zato, ker na Nizozemskem Ja. ljudje tako funkcionirajo. In tako se mi je zdelo, da je ta Ja, ja. kemija, da je mogoče to bil en del kemije, kaj tebe. Ne, mislim, Šantal je kot prvič bila, ko sem jo spoznal na morju, takrat, ko sem bila res še oba najstnika, je pač imela neko lepoto, tako imela je poseben obraz, ki ga v Sloveniji pač nisem videl in šele pol sem vedel, zakaj. Ne. Njen oče je iz Indonezije, ona je Azijat na pol in ima to neko mešanico vseb, ki je bila meni očitno tako všeč. V Sloveniji ni bilo teh ljudi. Ne. In jaz sem se zaljubil v to neko, njeno lepoto obraza. Pokaj pa prišla valjda sem živeti, je pač prinesla tudi svoj način biti, ona meni vse stvari pove dosti direktno, ampak ne na žaljiv način. Ona reče, Nizozemci tako funkcionirajo, meni to ni všeč, zato ker tako, jaz to ne bom naredila, ker je to pa tako in niso užaljeni za to. Tudi jaz sem bil na začetku, pa zakaj ona meni, zato ker pač imajo bolj direkten način komuniciranja. Ampak enkrat si rekel, da nekdo, ki reče, da nima čisto nobene težave v vezi, ima prekleto veliko težavo. Ja, jaz mislim, da ima, ja. Ampak je mogla imeti eno kapaciteto, da mi pomaga Ja, razmišljati. no, Šantal ima mogla- veliko kapacitet. Mislim, Šantal je izredno inteligentna ženska, sočutna ženska, pove direktno, kar si misli. Pač, jaz sem se pač v to zaljubil. Jaz težko povem, kaj sem se jaz zaljubil. Ne, prvo lepoto, pa še v ta njen je kapaciteta, inteligentna, načitana, izobražena, plus tega, da je preprosta. Plus tega, da je preprosta, zna biti preprosta. In mi doskrat, mislim, odkar sva skupaj, mi postavlja ogledalo, kdo sem, kaj delam prav, kaj delam narobe. Včasih me postavi do trenutka, ko se počutim kot majhen otrok. Ne. Zakaj si to naredil ti, ne. In pol malo tako pomislim, pa ja, se mogoče malo prav, ne. Tako, skozi. Ampak to je en kompromis sama s sabo. Je, Ne želim vezati to sam na tebe, ampak v bistvu imeti dečka, ki je rockerska zvezda, ki skoraj razumemo logično posledico nekih deklet, ki so navdušene nad temi rockerji in tako naprej. A je to bildanje obeh dveh, a je to bildanje zaupanja, a je to preprosto zaupam in verjamem, kako greš čez to, saj si ne predstavljam, da je Šantal na vsakem koncertu čakala za... Ne, daleč od tega Šantal, ker prišla sem živeti še na en koncert, mogoče dva, pa je videla, da je to mater, da te greš v 5 popoldne iz Ljubljane nekam, ne vem, v Gorenjo vas in pol tam neko, takrat je bila diskoteka Primadona, vse v steklu, res obupna. Ampak tam se in pol narediš tonsko in pol čakaš, ker pred 12 itak nihče ne pride tja. In pol čakaš, in pol greš čist, že malo pijan na oder, ne, in pol 5 zjutraj prideš domov. To se njej ni dalo. Pravilno, ker meni se tudi, ko smo šli kdaj, pa je bila ona zdrava, sem jo skozi prišel, da jo moram nekako animirati. Ne. In je pol tudi ona videla, da meni fajn. Da imam pa jaz grem pač delati, ne, pa malo se ga nacukam. A to lahko racionalno pospraviš? Pa, mislim, ko to narediš, ko to vedno delaš, to narediš večkrat, ne, lahko. Je pa res, da ko si enkrat na odru, daš vse od sebe, ti moraš 100% na odru, ti ne razumeš, ti se razdajaš. To je lahko celo nek trigger za tebe, ne? Da nisi 100%, če imaš občutek, da je tam nekdo, ki bi rabil animacijo. Ja, animacijo. Seveda je, mene je to motilo in ona je to opazila, ker je inteligentna ženska in rekla, jaz pač več ne bom hodila na te koncerte. In je bilo to v redu. Ona je videla, kako to zgleda. Jaz sem videl, kako to zgleda in ona je ostala doma, jaz sem prišel domov 5-6 zjutraj in to je bilo to. Šel sem spat v kabinet, ker sem pač smrdel po alkoholu, ne, pa po cigaretnem dimu. In je rekla, napašeš, in pač sem tisto jutro
spal v kabinetu, imel sem srečo, da sem sploh imel možnost iti v kabinet, kjer je bila še ena posla. In potem pride Kris. Ja. Kris je vajen najstarejši. No? Kris je najstarejši. Potem si pa ti doživel mokre sanje vsakega rokarja, ki pride z koncerta domov. Ne? Se mi zdi, da je znala Šantal tudi poskrbeti, da si kakšno noč tudi ti mogel porihtati. Dobro je znala poskrbeti za to. Spomnim se prav, tako od Krisa sem doskrat rekel, zapomnim si to, kaj ti bom zdaj povedal. Prišel sem spet ob 6 zjutraj lepo pijan domov, pa super koncert je bil, folk je pel, bebe v backstageu, wow, hudi smo čist, hudo, pridemo domov, zdaj se bom pa sam še vlegel in pridem in mi reče, celo noč ni spal, da ga še ti mal. In mi da takole štručko, 6 mesecev je imel. In jaz pač držim v rok, ko mi stojim na nogah, ne. In zdaj ni on tako neki skozi pač dojenček, ki pač noče zaspati, tako neki nemeren. In sem ga uspavil, ne. Toliko sem bil zmatran, jaz sem bil toliko zmatran, izčrpan, da sem začel prepevati komad Izidor, ovčice pa. In je zaspal v 15-20 minutah. In ko je že spal, se nisem upal nehati, da se ne bo zbudil. In sem ga takole, in pol, ko sem ga položil, je vstal spat in sem bil tako, pa sem se še jaz počasno. No, pol je to ta zgodba o tem, da je nekaj položeno v zibko, ne? Možno je, sicer nisem tako razmišljal, jaz sem ga hotel sam čim prej uspavati in nisem vedel še lahko spati. Ja, in takrat mora človek biti trezen, ne, ni, če bi bil jaz neinteligenten, pa če bi bil tako, bi znoril, pa bi poslal 3 krasne, ne, spat grem. Nisem. Videl sem pri njej, da je v težavah, da celo noč ga ni mogla uspavati, da je otrok nemeren, da sem pač prevzameš odgovornost kot oče, da si ti na vrsti. Ne glede na to, da si še 2 ure nazaj bil totalna rock zvezda, pred očmi najstnic, ne vem koga. To je ta... Ali je osebnostno to težko, a veš, balansirati, ne? Ja. Ta lik pa ta lik. Ja, ne? seveda je. Jaz to sem se pač naučil balansirati. Veš kaj, ti, ko prideš pol domov, iz tega vsega pompa, ti adrenalin šprica. Ti vse adrenalin ti dela. In ti ta adrenalin ne moreš kar umiriti. Ti rabiš še nekaj časa, da ta, ne, in ta adrenalin, ko pol naslednji dan se zbudiš in si med 4 stenami, otroci te hitro zbudijo, namesto da bi spal do 12, ti že 9 začnejo plezati po tebi, ne. In ti si nenaspan in ti kar naenkrat si v žrelu navadnega življenja. Navaden človek, foter. z vsemi. Skuhi čokolino, previga, a razumeš vse to in ti pač moraš, to moraš prevzeti in je to tvoj otrok in je to ful težko. To je bilo meni ful težko padlo, da je pač ta odgovornost, ki jo pač moraš prevzeti kot oče. A so to drugi fanti imeli takrat? Ne. Ne, si bil prvi. Jaz sem bil prvi tudi od moje družbe, ne samo od fantov, ki sem pač imel otroka in sem bil tako malo nemer, videl sem, oni hodijo še zmer žurati, pa tudi, kadar nimajo špila, jaz pa pač nisem to tako hodil, ne. In mi je to malo manjkalo. In sem res pač to mogel ful balansirati. Je pa res nekaj, ne. Jaz nisem šel v rock'n'roll zaradi načina življenja. Jaz sem šel v rock'n'roll zato, ker mi je glasba dogajala. To je velika razlika. Nekdo gre v rock'n'roll, ker mu je to pač način življenja, ne. Meni je pa glasba dogajala, ampak ker smo imeli te komade, smo bili rockerski band, pač si mogel ta način življenja tudi prevzeti. In mi ga ni bilo težko prevzeti, razumeš? Ni zdaj, Da si se mučil. Da sem se mučil, ne. Ampak, ko sem prišel domov, je bilo treba biti spet čist navaden Gušti. Navaden Miha Guštin. Ampak to, a si to naštimal gumbek, ko si ga pritisnil? Ne, nisi to je proces, ki ga zjutraj, ko se zbujaš, pa bi še malo spal, pa ne, pa se moraš buditi. To je proces, ki ga treniraš, kot maratonci trenirajo. Jaz sem to nisem treniral, navajal sem se, ki je prišel drug otrok, sem bil že bolj zverziran, ki je prišel tretji, sem pač že praktično vedel, kaj sledi, ne, in je bilo lažje. Takrat, ko je Kris prišel, je bil kar šok. Tako
za naju oba, in zame in za Šantal je bil šok, ker prej je bilo res lagodno življenje. Spala sva, do kakor sva hotela, denarja sem imela, hodila sva ven jesti, nisva kuhala doma, mislim, pol leta sva živela, mislim, ker sem mislila, da bi tako, a veš, pol pa pride otrok, je pa kar naenkrat čisto drugačne. In pa v enem trenutku sprejmeš odločitev in rečeš konc. Ta zgodba se zaključuje, tega obdobja je dovolj. Ni bilo to kar naenkrat konc, ne. Je to proces? Proces, ja, to je proces. Jaz sem se... Kako pa je to bilo intenzivno, a veš, tudi na en način to je bil tvoj lifestyle, noter pa čutim, da me nekaj kliče. Kliče me to, pa ne, jaz sem hotel, malo sem se naveličil tega garažnega rock'n'rolla, zvok. Na živce mi je šel. A veš, nisem mogel več biti, ko sem pisal komade in hotel sem nekaj lepšega, bolj sofisticiranega, dajmo tako in je. In pri 4. plati, ko sem pisal in Tatu in Fenomen je bilo, komi, pa še ostali komadi so šli komi, še posebej pri Gregatu, Grega tega ni hotel sprejeti. In sva imela midva z Gregatom tako, pač totalen brezno prepad je bil med nama, konceptualen. Ne da se ga jaz nisem maral kot Gregata, imam še zmeraj, tudi takrat sem ga imel on mene, ampak enostavno ni sprejel te komade, ki sem jih jaz napisal na tak način in tukaj, to je bilo mene, pač je prizadelo. Znaš to glih to sem Prizadelo me je v to, da sem rekel, pa kako, sem zdaj res to za nič, kar napišem, ali je pač samo ta njegova kaprica in nisem štekel, zakaj je to tako, jaz sem pol poštekel, zakaj je bilo to tako. On se v tej lepši, bolj sofisticirani glasbi, ta njegov lik ni več izpadel lik Gregata. On se ni več znajdel. Plus tega, da so bili vokalno bolj zahtevni, višji, kjer pa on tudi se ni najbolj znajdel, nima tega vokala. In sem tukaj jaz v bistvu zgrešil njega. Jaz sem zgrešil njega. In se ni on pustil. Jaz sem mislil, sej še zmer je, sej bo, ni. Ni, in potem sem videl, da v bistvu, zakaj bi jaz zdaj nekoga silil v neki, in sem se pol jaz umaknil, ne, ampak to je bilo meni, tako kot da bi šel z ženo narazen, ne, jaz sem te fante imam še danes rad, če zmeri, zdajle, če bi šel na oder z njimi, ki jih gledam na odru, bi šel takoj gor, ne, mislim, ne bi šel delati take glasbe v studio, ampak ki jih gledam na odru, bi šel gor. Ne, in je meni bilo to ful težko, ta prestop je bil zame ful težek in sem se seveda pogovoril malo Šantal, malo z novimi založniki, ki so me in so mi rekli, ja, da sem pač dozorel za kaj drugega, glasbenega in to je bilo spet toliko močno, kot takrat, ko sem hotel imeti dotik s strunami, pa sem šel v tamburaški orkester, čeprav mi tam varica ni dogaja. Sem zdajle pač videl, da moram narediti korak, ki hočem pač kaj drugače narediti. Ampak tam ni bilo nič teatralnega, ne? Tam se mi zdi, da se je mogoče takrat malo namigvali na to, da so nesporazumi, a veš... Saj so bili nesporazumi, seveda so nesporazumi, po mojem so vsakmu bendu nesporazumi, tako kot vsak reče, da tam je 5 ljudi, 5 različnih razmišljanj, 5 različnih hotenj in to je treba uravnati, ne. A je to pol modrost, da v enem trenutku rečeš, grem jaz naprej? Ja, po mojem je bila to kar modra odločitev, ker jaz bi počel prej slej, pol bi se dejansko bolj skregali, jaz sem pač to povedal fantom, jaz ne morem več, jaz to tako, mislim, jaz ne morem več, sicer sem jih šokiral, ne, sem jih kar šokiral, ampak ni bilo neke, nismo se razšli v smislu, da se ne bi, da bi si zamerili toliko, da se ne bi več klicali. Mislim, šli so vsak na svojo stran nekaj časa, se nismo klicali, ampak ni bilo to, da smo si zamerili. Sam jaz nisem njim, mogoče je meni od njih dolgo zameril, ampak kakor vidim ni. Ker dobro delajo, oni pač delajo naprej, imajo špile, snemajo plate, super jim gre, v bistvu jim gre super, ne. Ampak okej, ti se zdaj ločiš, prej sva dala to primerjavo, ne, da je to, kot da bi se ločil, in potem je tam prazna soba, v katero je treba, kamor se preselim, v to sobo je treba kupiti posteljo, kakšen štedilnik, kakšen kavč, in potem začneš graditi. Saj jaz sem že prej začel delati komade. To sem hotel glih reči, da ti so nekje lahko prinesel že te kavče. Ja, jaz sem že, ko sem ta korak naredil, ko sem povedal, sem že malo vedel, kaj bom. Jaz sem že malo vedel, kaj bom, ne, nisem zdaj kar blank. Mislim, malo sem se pogovarjal z založbo Igorjem Ivaničem Multimedija, sem mu povedal, da bi delal komade za druge, pa da sem jaz avtor, pa da je to rekel super, kdo bi pa se pel, pa sem rekel, ne vem, bomo. In sem
In mi je že on malo pomagal, pa Šantal mi je tudi veliko znala povedati, ne. In, kot ona je bila piarovka na Dallasu, veš, ona je pač tudi v glasbi bila od nekdaj, pa je, tako da sem jaz v bistvu nekako, ko sem začel pisati komade, sem jih že imel napisane tudi, nekako sem videl nekoga, ki bi kdo kaj zapel, ne. In tudi poznal sem ljudi, ki bi lahko kaj zapeli, recimo, ne. Edinega, ki ga nisem poznal, pa včeraj sem se z njim srečal, bil je v Ljubljani, je bil Momčilo Bajagič Bajaga. Njega sem si blazno želel, da bi odpel en moj komad. In ker je slučajno Šantal delala takrat na Dallasu in je bil Bajaga na založbi Dallas takrat, ga je osebno imela pri sebi, ker so delali neke intervjuje za nek koncert velik v Sloveniji, ga je vprašala, ne. In so se dobila in je bil tako. Bajaga je res moram reči, da je velik človek. Ni me poznal, ni vedel za mene, ni vedel, ampak sem rekel, imam komad, bi ga poslušal, pa če ti je všeč, bi ga odpel. In je poslušal, pa rekel, malo bova tekst popravila, ker ni najboljši, moj materni jezik ni srbski, sem pa ne. In je šlo toliko, da mi je pomagal tekst narediti. In je pol odpel. V glavnem, ta plata je pač 10 različnih komadov za 10 različnih pevcev. In to sem si želel narediti. In je en komad ostal, ki eni pevki slovenski ni bil všeč, ne bom povedal, kateri. In je ostal en komad prazen. In pol Žare, producent, seveda še s producentom sem se pogovarjal prej o tem in je tudi rekel, ja, ti moraš delati stvari, ki tebe želi, ne. In je rekel, imam eno pevko, poslušaj to. In imam eno ta malo, ki poje enemu rap hip-hop projektu, back vokale. In da tisti kanal gor, Polona Kasal, ne, tak lep žameten vokal. Ona bi ti lahko odpela ta komad. In res jo pokličem in reče, okej, bom odpela. In je spet je življenje prineslo nekoga, ki prej nisem poznal, razumeš. In pol mi ta isti Igor Nivionič na založbi Multimedia reče, Gušti, če si ti šel z enega benda, ki se mu reče Bigfoot Mama, ki ima tak zvok, pa dela zdaj nov projekt, ki bo drugačen. Začni z enim komadom, singlom, ki je čist drugačen od prej. In sem se strinjal s tem. Ne, se pravi, rabiš ljudi okoli, ki te malo upeljajo, še posebej bom rekel, ta PR svet, ali pa kaj je potrebno v tem trenutku narediti, ker jaz sem avtor in to znam dobro delati, ne. In smo se odločili, da bo Polona Kasal, da bo prvi singel, nihče jo ni poznal prej, ne. In seveda, ko smo dali prvo komad ven, mine leto, ker se midva tako lepo zaljubljeno peljeva nekam na plažo na morju, sem seveda zabil nož v hrbet vsem fanom Bigfoot Mame, ker to je bilo, kaj pa to zdaj, to je pa neka komerciala, brez veze, bedno. Mislim, dobil sem z rockerske strani sem dobil dosti negativen. Ampak tle si mogel imeti noter v pleksusu strah. Seveda ima strah, vsi ti hočeš, da to, kar narediš, da je dobro sprejet. Še posebej pol, ker si bil z Bigfoot Mamo ful dobro sprejet. In seveda z vsakim novim komadom in je bil z ene strani ful negativen, sem pa dobil čez drugo publiko. So bile pa te urbane bejbike, ki hodijo ven v petke, ki hočejo malo minglati po kafičih, pa to. A razumeš? Je bilo. Sam ti to lahko tako opišeš, ampak v redu. Ok, ja. To tako je bilo, ne. In paziš, je bil pol zaplet spet, ne. Mi si zbiramo že to, pač tako imate super prošel, CD se prodaja, vse prodaja, pa ne, to je nekaj novega, čim je nekaj novega, ljudje rabijo nekaj časa, ne. In pol si mi še zbiramo nov singel, ali bo to Buda od Elvis Jackson, ali bo Tomi od Siddharte, ali bo mogoče Bajaga, ne, ki je pel. Na kar dobi spet založba vprašanje za enega teleoperaterja, da glede na to, da sta Gušt in Polona uvedla čist nek nov veter v slovenski pop, ta zvok, da imajo oni imajo pa nov veter. Nov veter, ne, oni bi radi ta nov veter, ne, ker pač nagovarjajo tudi ljudi, ne. Ampak da imajo oni geslo vedno zame. A bi lahko Gušt in Polona upletla nekam v tekst in da imajo kar nekaj časa za naju. Razumeš, če bi to naredili, ti valjda ne rečeš ne. A je ta čas prostitucija? A jo ti kot umetnik, ne? Odvisno, koliko se prostitucira. V glavnem, jaz sem vzel samo vedno zame. Vse ostalo je pač čista inspiracija bila. In jaz sem dal celo naslov vedno zame in ta komad je bil resen hit. To se pa res vrteli in potem ljudje dejansko začeli dreti v štacune po CD.
ampak na CD-ju ni bilo tega komada, ki je bil kasneje posnet. In niso hoteli kupiti CD-ja, Ker ni bilo gor. ker ni bilo gor tega komada. In pol so se na založbi odločili, da bojo umaknili vse CD-je iz prodaje, natisnili nov CD s tem komadom in ga dali nazaj. In pol je bilo jasno, da bo morata Gust in Polona narediti pač plato, kjer bo se pela Polona. A veš, to ni bilo, to je bilo vse tako spontano, se je tako zgodilo. Ni to bilo načrtovano. In je v bistvu Polona žal zasenčila vse te hude pevce na moji prvi plati, Bajaga, Tom Meglič, Anđa Marić, ful nekih krasnih pevcev, Borut Marolt je bil na te, mislim, huda plata, ampak Bolj zasluženo, ne? Zasluženo, ja. Mislim, ni zasluženo, da je ona zasenčila, ampak je. Ne, je upravičila to. Ja, upravičila, ja. In pol smo seveda šli snemati plato Gust in Polona, kjer so bili pač gor, pol bo treba nadaljevati to, ne. Pol Gamakova polja. Meni se je zdelo, da je pol kar bil en sinonim, da je to bilo kar Gust in Polona, da je to bilo kar skrb treba prebrati, a veš. Ja. Da se... Ja, pač, se pravi, ja, to je pa res nekaj, tako ti bom povedal, ne. To se je ful vrtel, to je bil, še posebej v urbanih je bilo to ful in mi da s Polono nismo nič igrala. Naju nihče ni povabil nikamor. A re? Ja, špilali smo ful malo. Do trenutka, ki je prišel pol Moje sanje, moj planet in ni bilo nobene ponudbe iz terena. Sem rekel, pa sem bil čist hud band. Tako, res hud band, to je delal, ne. Ampak nismo nič igrali. Sem rekel, fantje, gremo po teh alternativnih klubih, pa gremo na karte, pa kolikor zaslužimo, si delimo na iste dele. Jaz bom vzel isto, kot Bobnar, jaz bom vzel isto, sem tako. Pa sem šli, pazi, alternativni klubi, tam, ko so metalci igrali, tam, ko so roke, smo prišli Gust in Polona igrati. Smo prišli Gust in Polona. Ja, bili smo band, razumeš, sva prišla mi, da jaz s bandom in to je bilo pa pol, smo pa v enem letu naredili 36 koncertov polnih. Pol pa to polno. Kaj misliš, da... Veš, tisto, kar sem na začetku rekel, ne, da se mi zdi, da res čez tvoj repertoar lahko najdem svoje življenjske situacije. Kaj misliš, da v enem trenutku v resnici temu na drugi strani klikne in reče, to je pa nekaj, za kar bom dal svojih 15 €, 20 € za koncert? Kaj je tista kemija, kaj je formula? Ne znam ti to povedati. To nas ne znam povedati, ampak lahko se jaz prelevim v poslušalca, rečemo, ki vozim avto in slišim komad na radiju, ki me čist prevzame, v bistvu me prizadene. In ne vem, kaj je to. To pač nekaj je, ki ti muzika ima to moč. Muzika je medij, ki ima resno moč. Ne? In ta muzika te to prevzame, da je, ne vem, vsaj mene. Ker jaz, ko muziko poslušam kot navaden poslušalec. Jaz se ne poslušam kot avtor, kot glasbenik, jaz se poslušam kot, če me butne, pa če me zadane komad, vsaka čast. Grem pol pogledat, kdo to je. Aha, blizu ima koncert, mogoče bom šel pa na koncert. A greš? Grem. Čeprav moram reči, da vedno manj, ker me utruja me to potovanje, utruja me pol gužva tam na koncertu, zato da, ne, star sem, kaj ne rečem, določenih mer. Grem v Ljubljani, če so kakšni, predvsem greva Šantal na bende, mlade bende, ki so nama malo všeč, pa ne vemo, to v živo dela, to rada greva poslušati, da vidimo, a je kaj v teh bendih ali ni, ker bend šele na odru. Ko ti začutiš bend na odru, pol vidiš, da je res bend. Če na odru ni, pol je v bistvu bolj produkcijski izdelek iz studia, kakor pa. Ja, meni se je tudi mogoče kdaj zgodilo, da nekdo, ki mi je bil, pa mi je pol na koncertu, na dogodku, sem imel pa občutek, to je to. To je to, ja. Zaštekam, ja. Ja, rečemo, marsikdaj rečemo lahko. Je pomemben ta intimen odnos Seveda. s publiko. Seveda. Ti, ko prideš na koncert, izmer tremasto, kaj bojo kaj rekli, ne, narobe. Se pravi, da je trema, ampak v bistvu so oni prišli poslušati tebe. A razumeš? Oni so, in ti moraš zdaj njim dati to, kar ti imaš. In če jim daš nekaj, kar jih bo lepo prizadel, je dobro. Če jim
Če pa brez veze, če pa začnejo se pogovarjati, pa če začnejo šanko po pivo, pa nisi na pravi poti, ne. Se pravi, ti, ki si na odru, moraš imeti nek šarm, nek čar, da jih pripraviš, da te poslušajo od začetka do konca. In ko to pač dosežeš, si dosegel veliko. Kaj pa ta iskrenost? Jaz danes nisem v najboljši koži, jaz imam tam nek izziv, jaz imam neko dramo, na odru dam smiling face gor. A je to neiskreno, a je to fake? Mislim, odvisno kaj, jaz ti bom tako povedal, lahko ti to ljudem poveš, če misliš, da je prav, ne. Vse, kar je prav, da ti oddelaš koncert, ne glede na to, kakšne težave imaš, ne. Ne, zato si živel, zato si delal, zato je bilo, mislim, slišal sem, ne vem, če to res, ampak mislim, da celo je, da je pevka od kaj je že, zagrebški bend. Jaja, ta poje, kva so že, Kar odpoj. znači, kva so že, jeboga, pardon. Pozabil sem, v glavnem, ona je en dan prej izgubila otroka. Mislim, bila je noseča, imela je prometno nesrečo, bila je na začetku in je izgubila, naslednji dan je križankah pela. Wow, samo to je iti čez sebe. To je čez sebe. To ti v resničnem To pač to življenju ne najbrž preživiš. Ja, A veš, v 24 urah, da greš pa na stage. Jaz, ko sem to slišal, zdaj ne vem, če je to dejansko res, ampak jaz, ko sem to slišal, jaz sem bil na tem koncertu, Beba je odpela, ljudje so bili noter, ni se čutilo, da ima. Sam, a je to pol en live, ne vem, ta out of body experience, v bistvu, ne vem, poslušal sem Venturinijevo, ki razlaga, da je, ne vem, na najtežjem tekmovanju na Japonskem, kjer sta postala svetovna prvaka, da sta bila toliko skregana, da je jokala cel čas, ki je plesala, da so solze tekle, ampak to je bil njen ples, njenega življenja, njen moment, a veš. A je to nek Ja, out of body experience? najbrž je, mislim, ja, se pravim, najbrž je, ti takrat, dostikrat se zgodi, da takrat, ko najmanj pričakuješ, imaš čisto hud koncert, takrat pa hočeš, da bo ful Aha. dober, ko bo ful dober, se pa zna zgodi, da je pa čisto povprečen. Razumeš, ne, to so neke stvari, ki jih ti ne znaš, ti mu se reče mojo, a veš, včasih pride nek mojo, ki se dvigneš ti pol metra nad zemljo, pa se dvigne tudi publika pol metra nad zemljo. Vsi lebdimo. Vsi lebdimo, to je mojo, ne. In to, ti ta mojo ne moreš, mislim, saj jaz ga nisem mogel še nikoli pragmatično reči, zdaj bo pa to tako. To, Da si se odločil. da si se odločil, da bo tako, to nikoli ne veš, da pride. To, tako da težko je out of body, kot si rekel, ampak dvomim, da ti lahko to načrtuješ. Jaz to ne morem načrtovati, to se zgodi. Včasih se zgodi, včasih se ne zgodi. Wow, ampak ta življenjska preizkušnja, ki si rekel, ne. Ja, Wow. kjer band, prav ful znan, kar zagrebški band, tak pop band. Se spomnil do konca. Ja, bom se spomnil. Če pa neva pa pol spod zapisala, Ja. poslal SMS, bi rad vedel, mislim, se mi zdi to tako, wow. Zdaj sem slišal, da poleg čokolinata obvladaš kuharijo. Uživaš v temu? Skuham, znam skuhati, ker glede na to, da Šantal prihaja iz Nizozemske, oni pa imajo drugačen okus, ne. Tam bolj se na curryju bazira, ker imajo toliko teh Aziatov, pa to ni toliko kako imamo mi mediteransko kuhinjo, drugače začini, drugače se to tudi. Kuhinja ji toliko ne pomeni, da bi rekla, in potem sem se odločil, da bom jaz kuham, ampak imam 7-8 jedi, ki jih pač obvladam in to pač obračam, ne. Zdaj malo so že naveličani so teh jedi, ne. Tako da nisem zdaj jaz blazen kuhar, se pa spravim kuhati in dejansko jaz kuham, ker so vsi, jaz sem edini doma in ko pride Šantal iz službe, ko pride, pač je hrana na mizi, ker jaz kuham. Ne. Čisto rokersko. Čisto rokersko, točno tako. In tudi pomijem posodo, rečem. Kaj pa ta jutranji ritual, ki si ga prej omenil, ta nek tvoj intimen svet, a je to tudi to mi ne diši prav po enem hudem rokerju? Pa se ti pravim, da sem jaz rock'n'roll. Transformiral to. Pač jaz se rad športom ukvarjam, veliko igram nogomet. In glede na to, da imam že nekaj svojih let in tudi z mlajšimi igram, imam tlele okoli bokov, imam unete in te mišice in moram delati vaje.
No, viš, zato jaz ne igram nogometa, ja. Dobro, ali pa košarko, ali pa kakor Saj nič od neki tega, pač, ja, moram delati vaje in te vaje delam že leta in leta, A ne? ker moram delati in to je, zjutraj se zbudim, zajtrk pojem, kavo popijem in pol delam vaje in pač to traja 1,5 ure. Kaj to so te vaje, Kaj ti fizioterapeut da, prepiše okej, na ni žogah, nič onih poduhovljenega. debelih, nič, ne, to so pač telovadba. Okej. Telovadba zgleda, če bi me gledal, bi izgledal, kot da sem striček star, pa ne. Ampak to so ful pomembne vaje, meni to ful pomeni, jaz zaradi tega lahko še zmeraj igram z 20 let mlajšimi nogomet in ful mi pomeni to. In te vaje zjutraj to delam že 20-25 let in pač je to že del mojega rituala, jutranjega se zbudim, zajtrk, vaje. Pa imam mogoče še vaje te vokalne, zdaj, ko sem začel peti, tudi malo godlam. Se pravi, vse te, ne, to dam čez. In, Pa počasi že treba kuhati, ne? Pa počasi začeli, kaj bomo pa danes jedli, tisto, ker smo predvčerajšnjim rešili, ne. A imaš kapaciteto, ne vem, tudi če gledajo tuje zvezdnike, pa zdaj sva se pogovarjala o teh tvojih transformacijah, a se ti zdi, da je tle odzadaj nekje v možganih zapisana še kakšen reinventing Uštija? A bi si želel biti še na odrih? Ja, si želim, jaz bi rad več igral, kakor igram v živo, ne. Saj živim od glasbe, ni zdaj to problem, od avtorskih pravic preživim, nisem bogat, ampak preživim, kar je čisto v redu. Rad bi več igral v živo in to me driva, da delam naprej, ker če si glasbenik, pač, pa tako bom povedal, zdaj, ko sem prišel pred 22 spoznal, da znam narediti komad, ki so ljudem všeč, ne vem, če bi se spravil kaj drugega dela, če sem v kakšnem drugem kaj boljši, ne. V geodeziji sem pač delal to, kar sem delal, ampak nisem bil tako srečen, tudi nisem bil kaj prekleto dober geodet. No, ampak je pa praktično, ne? Ja, mislim, sej, če ne bi bil glasbenik, bi pač nekaj delal, kar bi se izučil, pač, in bi delal kot šablona naprej, ne. Tukaj pač ni šablone, v glasbi pač ni šablone, prej, kar rataš šablona, prej rataš odpisan, ne. Tudi brez formule deluješ. Ja. Tako da jaz nimam nobenih, kako si rekel, planov za naprej, nimam načrtovanega, nekaj jaz moram pa za to narediti, da bo to. Jaz pač, meni so se v življenju neka vrata odpirala, pa neke stopničke, da sem lahko prišel tja. In tako pač probam živeti naprej. Če mi bo kdaj bilo usojeno, da bom še več igral, super krasen, če mi bo še kdaj usojeno, da bom imel spet hite, super krasen, če pa ne bom, pa ne vem. Bom rekel, ja, moja zlata doba je šla. Ne, ampak to je najtežje si priznati. Ampak misliš, da si toliko trezen, da si toliko stabilen, da si toliko notranji miren? Seveda sem, sicer ne bom zadovoljen s tem, če bom spoznal, da nimam več nič pametnega za povedati, bom pač neke vrste pač razočaran sam nad sabo, ne. Ker to je ful težko, to je že meni Tomaž Domicelj rekel enkrat. Ni težko, veš, to, da ti špilaš, pa intervjuje, pa to je super. Problem je pol enkrat, ke vidiš, da se stopati s prestola, da se stopati s prestola, da to, kar si včasih delal, ki je bilo ljudem všeč, zdaj pa več nisi in. To se mi zdelo tako zelo iskrene besede njegove, ne. Ampak že nagovarjati to, ne, a veš, da že sam sabo, da se sam Pa saj to se jaz bojim že 30 let, da ne bo, razumeš, to ni zdaj paranoja ratala zdaj, mislim paranoja, saj ni paranoja. To je pač nek strah zadaj, da pač, da kar bom začel delati, pač, da bo mem. Pa da ne bomo tega slišali na isti način. Ja, na isti način, pa da ne bojo začeli mulci govoriti, ko bojo imeli bend, da valjda nočeš biti taka Guštija, razumeš, ne? Da je nekaj, ne, valjda nočeš biti taka Gušti, ne, tako da, koliko sem jaz za časa, valjda nočeš biti taka te slovenski dance, to valjda nočeš biti, ne. A razumeš, ne, to je pač pol bolečina, pol je pa to kar bolečina, ne. Ampak zdaj bi prišel en producent in bi rekel, Gušti, ampak, a veš, če pa malo dance moveov noter dal, pa malo teh ritmov, bi ga pozdravil, vprašal, no. Tle si po moje tudi direkten, tam sem bral en tvoj zapis, ki je bil malo problematičen, pa tako naprej. A se ti zdi, da je v lifeu treba biti straightforward, a je treba biti, da tako, ko čutim, tako tudi komuniciram, tudi zapišem kakšno besedo, ki je mogoče problematična ali pa zoprna za razumeti? Če ne dobiš tožbo, pol je to v redu, ne. Politika te ni nikoli zanimala? Mene ful zanima politika. Dobro, tako, ampak aktivno?
Ne bi se spravil. Jaz mislim, da to ni, da tam meni drsalke ne primejo, da bi se jaz bi hitro padel. Mislim, bi hitro padel, pa spremljam politiko, tako redno gledam Dnevnik, Odmeve, vse to. Zdaj upam, da sem pravilno informiran, ker tudi danes so mediji lahko karkoli že, berem veliko, kakšne članke preberem, to. Zanima me politika zelo, ampak bolj tako spremljam jo. Bojim se politike, da bi se jaz bil del politike. To, jaz mislim, da Veš, kaj eno obdobje je bilo, ko so obrazom ponujali in obrazom, znanim obrazom so ponujali neka mesta, ki ne bi prinesla toliko pa toliko glasov. Strankarska matematika bi te itak povozila, ampak skupinsko bi pa prinesel glasove. A ja, tako gledano. Mislim, jaz tako nikoli sem gledal. Če bi šel v politiko, bi hotel imeti željo dejansko spremeniti neke stvari ali pa nekaj narediti, da bo dejansko boljše. Jaz zagovarjam to neko, če sem otrok Jugoslavije, da ostane javno zdravstvo, da ostane javno šolstvo, da ostane nekaj za ljudi. Jaz se bojim, da bo to enkrat privatizirano in razumeš? Tle imaš issue. Tle imam issue in pa poslušam mojo glasbo in desne in levi. In tudi zelo nespametno se mi zdi za glasbenika, da se resno profilira, kam spada, ker pač pol ti eni zamerijo, pa drugi zamerijo. Se pravi, glasba moja, jaz živim od vseh ljudi. Na moje koncerte hodijo, pa kupujejo karto levi in desni. Naslov katerega komada bi bil slogan tvoje politične opcije? Treba biti kreativna, no. Zdaj imam mnogo komad, samo moje pleme. No, vidiš, meni se zdi, da je to že za ime stranke, ne sam slogan. Moje pleme. Ne sam slogan, super. Gušti, ful sem vesel, da sem lahko klepetal s tabo. Se mi zdi, da bi lahko še kakšno temo odprla. Tle sva se dobila 2 metra nad prostorom, kjer sine vadi. Tako je. Veš, tako da se mi zdi, da sva vse pripeljala nazaj na eno točko. A ti je v veselje doživljati njegove uspehe? Seveda, to je... Kot fotor, kot glasbenik? Ja, vse to. Nisem si niti mogel misliti, da bo, ker njega ni zanimala glasba do 14 leta. Mislim, ga je, ampak ga pač kitara ni zanimala. Ne. On je to bomo še povedal, on je na nek način. On je vedel, da sem jaz nek glasbenik, ni pa vedel, kaj pa ta moja glasba pomeni. In je tako malo me je žalil, da to nihče ne posluša. Črn tulipan je to presvesen. Saj veš, kako so oče pa sin, to je. Zmer hoče biti malo drugačen od očeta. Ne? Sem jači od tebe. Pa ne, sem to, pač itak valjda nočeš biti tisti, ki fotor, ne, razumeš, ne. To, pač jaz nisem hotel biti tisti, ki moj fotor, ker je pač bil tak, ki je bil. In pol enkrat, ampak pa smo pa te fantje iz benda, ki je bil to šolski bend, sem mu rekel, ne, sem to pa ljudje imajo radi, ne. To pa ljudje poslušajo, kaj je s tabo. In pol sem v bistvu drugi nekako naredili ta klik v glavi, da je prišel pol, ki je bil konč 8. razreda, 14 let star, je rekel, oče, mi pokažeš akorde, se krvilco spustil, ko se je pa zgodil. In pol se pač smo ga dali takoj uk in pol je v 3 letih on rad, toliko je študiozno začel to kitaro študirati, 4 ure na dan vaditi, pa se je zgodovina sama napisala. S temi istimi fanti, šolskim bendom je pač, to je ta bend. Aha, in se je ponovil. Se je ponovil, ja. To je šolski bend, šolskega benda so ratali Joker Out. No, ščera je atletičarka, a ne? Ne. A ne? Ne, je pa gimnastiko trenirala. Gimnastika, no to, sorry. Je. Viš, jaz pa šport, pa ne gre skupaj. Ampak je uspešna? Bila je, saj to je v osnovni šoli, do konca osnovne šole je pač hodila na gimnastiko in je bila kar uspešna, ja, na trampolinu še posebej. Te piruete, salte, trojne, to je vse počelo, srce zastane. Zdaj je na srednji gimnaziji te umetniški film, glasba pa to. Zdaj je nehala, zdaj se ne ukvarja več toliko športom, zdaj hodi na vse te špile od Jokerjev, od Jet Blackov, od Murphyjev, od tako, ki so fenica slovenske glasbe. Tudi igra kitara. Pa imamo pa še Maxa, srednjega, ki je pa bolj fotografija, pa ful rad z rokam dela. Ampak je vseeno povezan tudi z Chrisom. Ja. Chris v bistvu
tlakuje, če rečemo, Tako- priložnosti tudi za to. Max kje se z razvija. veseljem gre z jokerji, ki rabijo rodje, rabijo nekoga, ki prodaja merč, majčke pa to in to. Max, če le lahko ga sabo vzamejo, ne po celi Evropi, ker je to pač več, ki vzameš večji strošek, ampak takrat, ko ga pa rabijo, pa takoj pomislijo na njega in on to z veseljem zagrab in je ena ekipca z ljudmi, ki so mladi, malo starejši od njega in je ful rad z njimi. Super, odlično. Neskončno sem užival danes s tabo. Moji prijatelji iz Avemeda so nekaj za Šantal pripravili, A res? so nekaj za tebe. Ja. To je med. Ne, boš videl nekaj za Šantal in za tebe B-kompleks. V glavnem neskončno Eto za vesel. boljšo erekcijo. Okay. A misliš, B-kompleks, bom preveril, zakaj pomaga B-kompleks. Pa nimam problema s tem, ne, ampak Ampak sem vprašal za prijatelja, ne? vprašam za prijatelja. Ja, tako je. Okay, hvala lepa. Gušti, ful ti hvala in vse dobro in prej zdaj na spet kakšnem Hvala koncertu. tebi za res iskriv. Ja, sem intervju, vesel, hvala tebi. Vam pa všečkite, lajkite, sledite iz enega samega razloga, zato da boste zvedeli, kdo je naslednji in kdo pride prihodnji petek, kdo bo klepetal in razmišljal skupaj z vami. Srečno.